Mislim, da imate vsi odprt še en programček. Prosim, preverite. Spodaj bi mogel biti odprt Bridge. Ja? Kar kliknite gor. Tako. Tako. Pa si ga kar povečite čez cel zaslon. Adobe Bridge je en zelo pomemben program znotraj Creative Suite. Gre za, tako kot tudi ime načeloma insinuira, za nek most med posameznimi aplikacijami. Z tem istim orodjem lahko recimo si podajamo dokumente v Photoshop, v Illustrator, v InDesign, v After Effects, kar direktno v neke komande, oziroma že tukaj lahko zelo veliko nekih sprememb naredimo. Mojca? Ja? Do Bridgea lahko pridemo na več različnih načinov. Zdaj, prvi je pač seveda, da kliknemo na Start menu in izberemo Adobe Bridge. Drugi je, da v Photoshopu kliknemo na File in pa potem Open in Bridge. In pa tretja možnost je, da kjerkoli v raziskovalcu desno kliknete na mapo in izberete Browse with Bridge CC. Na katerikoli mapi lahko desno kliknete in bo odprl Bridge direktno v pogledu te mape. Mojca. To je pregledovalnik datotek in še dosti več. Jaz si vedno to odprem, pa iz tega pa slikavam. Ali pa recimo, ali pa Mojca, recimo, da ti delaš te svoje kreacije, ne, in jih rišeš gor, pa hočeš vse naenkrat videti, ne, imaš lahko takole pol, a razumeš? A je tako? Absolutno. Zdaj, jaz predlagam, da si malenkost tale uporabniški vmesnik priredimo. Zdaj, možnosti imamo v bistvu enake kot v recimo Photoshopu, kar se uporabniškega vmesnika tiče. Katerikoli panel lahko primemo, povlečemo ob drugi panel, recimo gor, dol, levo, desno. Če primem preview, ga lahko bi ga povlekel sem, lahko bi ga povlekel sem, lahko bi ga recimo stisnil sem, kamorkoli. In lahko, če desno kliknem nanj, lahko zaprem ta panel, do katerega lahko potem vedno pridem z menijem Window. Enako oziroma zelo podobno kot v Photoshopu. In bi jaz zdaj naredil sledeče. Zaprl bom vse panele na levi strani. Se upravičujem, na desni. Zaprl bom vse panele levo spodaj. Pa še zaprl bom panel Favorites na levi strani, tako da bomo dobili pregled map na levi strani in pa pregled datotek na desni strani. Zelo podobno, tako kot v raziskovalcu. Okay. Zdaj, kar se uporabniškega vmesnika tiče, zelo na hitro. Tukaj na desni strani imamo zdaj ikone. Bridge je bolj kot ne primeren za grafične datoteke. Se pravi, pregledovanje fotografij, nekih Photoshopovih dokumentov in tako dalje. Tudi PDF je recimo nam pokaže skupaj z samo vsebino. In tukaj spodaj desno imate slider, s katerim lahko povečujete te predstavitvene sličice. Zelo velike oziroma zelo majhne glede na naše potrebe, koliko želimo recimo fotografij imeti naenkrat na zaslonu.
Od Windowsov 8 naprej nam recimo raziskovalec več ne omogoča tega enakega. Ne. Lahko samo izberemo velike ali pa zelo velike kot velikost thumbnailov, ne pa več. Ne. Če recimo v tem trenutku želim imeti točno največ 3 slike gor naenkrat, ne, je to pač najenostavnejša izbira. Pa bi samo na hitro še šel v nastavitve. Enako kot v Photoshopu imamo Edit pa Preferences za nastavitve. In tudi tukaj lahko tako kot v Photoshopu si izberemo barvo uporabniškega vmesnika. Ne. Lahko si izberete dosti bolj črno, kot recimo ima večina vas, ne. Ali pa izredno svetlo. Ne. Kot časopis. Znam je bil Edit, pa Edit sem šla, ko sem bila v Britaniji. Od tega. Ena stvar, ki jo je mogoče fino, če imate fotografije, ki so na kakšnem eksternem disku ali pa na kakšnem CD-ju, je tale možnost. Automatically export cache to folders when possible. In sicer on bo v to isto mapo, kjer pač najde datoteke, shranil 2 skriti datoteki, ki vključujeta manjše sličice teh manjše predstavitvene sličice teh dokumentov. Ne. To pomeni, da dosti hitreje lahko recimo brskate po mapah naslednjič, ko mapo odprete. Kaj je cache? Cache je tako imenovani nek umestni prostor. Ne. Mislim, če recimo delaš z Photoshop datoteko, bo cache tist nek umestni del, pa history bo cache, pa ne vem, shranjene te sličice bodo cache, to pač... V bistvu bo nek ta umestnik, da ne drugima. Ni, to je pač temporary files so to na neki točki, ne. Ampak gre pač specifično za vsebino teh datotek. Ne. Tako, ne, mislim, zdaj naslednjič, ko boš, če boš imela recimo na nekem zunanjem disku, da ne rabi on potem vsakič znova pregledovati teh datotek, ne, bo on shranil te predstavitvene sličice v eno datoteko, svojo skrito oziroma 2 datoteki, tako da bo naslednjič, ko bo Bridge odprl to isto mapo, bo videl, ok, datoteke so, dosti hitreje. Ne. Je to fajn, pa vsakič je to značeno. Ja. Zakaj pa ti nisi tole označil Keeps, ta 100% previous in cache? Zato, ker 100% previous pomeni, da fizično velikost slike ohranja. Če imaš ogromne slike, to zelo veliko in časa in prostora zavzame, ne, ker pač 100% velikosti slike vsakič naredi. Ne. Zdaj, še ena možnost je tukaj, ta prva ikonica zgoraj desno, je, da bo on, če ima možnost, vedno izbral neko shranjeno predstavitveno sličico iz datotek. Ne, da je ne bo poskušal generirati sam, ampak da bo povlekel ven iz datoteke. Ne. Photoshop, takrat, ko smo v nastavitvah dali Maximize Compatibility, recimo shrani eno predstavitveno sličico še zraven in tale možnost jo bo avtomatsko vzela, ne da bi pač rabila odpreti Photoshop file, generirati sliko in jo potem shraniti. Pač dosti hitreje se vse te stvari zgodijo. Absolutno, tukaj gre samo za predstavitvene sličice, tako kot jih vidiš tukaj v tem trenutku. Ne. Za sortiranje teh dokumentov imamo možnost tukaj zgoraj desno.
Se pravi, na temle spustnem meniju, kjer je v tem trenutku pri meni sort by file name, imamo možnost od tipa datotek do posameznih datumov, se pravi, kdaj je bil ustvarjen, kdaj je bil nazadnje shranjen, do velikosti, dimenzije, resolucije in tako dalje in tako dalje. In pa tukaj direktno zraven je še ena ikonica, ki bo obrnila vrstni red. Ne? Če imamo pač od A do Z, bo potem od Z do A. Ne? Tako, kot sem prej rekel, je Bridge neka povezovalna aplikacija med Photoshopom, InDesignom, Illustratorjem in vsem ostalimi Adobe aplikacijami. In to lahko zelo hitro vidimo takole, da kliknemo tukaj na tole ikonico, ki je urica. In sicer nam omogoča, zdaj zelo zanimivo zadevo, ne? Lahko odpremo mape datotek, ki so bile nazadnje odprte v Illustratorju, mape datotek, ki so bile nazadnje odprte v InDesignu, mape datotek, ki so bile nazadnje odprte v Photoshopu. Ne? Se pravi, če bi recimo, nazadnje sem odprla eno sliko v Photoshopu, kje pa je to bilo? Ne? Ni problema, ne? Klik, Adobe Photoshop in tukaj je spisek vseh zadnjih datotek, ne? In v trenutku, ko kliknete na eno izmed teh datotek, bo odprlo tisto mapo v dokumentih. Yes. Samo eno vprašanje, če imam jaz na računalniku tole Photoshop, Illustrator in Bridge, Ja? pa delam v Photoshopu in avtomatsko tudi to se prenese v ta Bridge. Bridge je samo pregledovalnik datotek, ne? Se pravi, nič. Tako, ne? To so fizično gleda mapo na disku. Ne? Mislim, podobno kot naprimer Irfan View ali pa XN View, ne, gre za pregledovalnik, ki je bolj kot ne namenjen grafičnemu materialu. Ne. Tako da zelo hitro vidiš, kaj imaš pred sabo. Ne. Jaz sem zdaj odprla tole, ne, in zdaj pač vidim tle, kaj je bilo vse odprto. Ja, ker si v neki drugi mapi. Ne. To so pač recent Adobe, pa je en korak nazaj. Ne? Tako kot v brskalniku imamo tudi tukaj, ne? Korak nazaj in korak naprej po mapah. Točno tako. Ne? In tukaj imamo tudi spustni meni, zadnje, obiskane. Ne? V trenutku pač nisem nobenih sprememb naredil, tako da jaz tega nimam možnost za izbrati. Ne? V Bridgeu imamo možnost tudi importirati slik direktno iz kamere ali pa iz spominske kartice. In sicer imamo to možnost tukajle. Get photos from camera. Če vklopimo, ne, če bi priklopili naprimer direktno nek fotoaparat ali pa če bi dali noter spominsko kartico, imamo tukaj takoj možnost importiranja teh fotografij v računalnik, s tem, da ne, odlična stvar tega je, da naredi on pod mapo lahko, ne, pod mapo leto, mesec, dan. Ne, tako da točno vemo, ne, kdaj so bile fotke narejene. Ne. Leto, mesec, dan je drugače fino tudi zaradi tega, ker lahko, če imate v raziskovalcu, če imate od A do Z, ne, leto, mesec, dan jih po vrsti od najstarejše do najnovejše razvrsti. Ne. 2010, 01, 01, naprimer. Ne. Sprav tudi iz telefona, enak postopek. Ja. Mislim, da bi večina telefonov se bo prek MTP-ja preklopili, tako da ja. Ne. Prevzel bo vse to noter, ne, s tem, da če bi recimo imeli raw datoteke, lahko že tukaj direktno konvertiramo v tako imenovani Adobe RAW format, tako imenovani Digital Negative. Do tega še pridemo, no, ampak
pač imamo možnost, tukaj imamo možnost, da jih zbriše dol iz kartice potem, ne, ko jih premakne in pa lahko naredi še eno kopijo v neko drugo mapo. Ena možnost, ki jo še imamo, je preimenovanje datotek. Ne. Večina fotoaparatov naredi bolj neuporabne fajle, ne vem, DSC 0859. Ok, ne, so po vrsti, ampak kaj je to? Ne? In recimo tukaj ti da možnost, da bi šel zdaj preimenovati to. Lahko bi rekel, ok, leto, mesec, dan, pa še kaj je bilo fotkano. Ne vem, leto, mesec, dan, poroka Janez. Ne? Že kar direktno v imenu datotek tukaj noter. Ne? Torej, kar uporabna zadevščina znotraj bridgea. Ne avtomatsko, ja. Se pravi, dinamiko imaš, ne, 4y2m2d, pač on bo avtomatsko glede na podatek iz fotoaparata. Tako. To bomo tudi potem, ko bomo do batch rename prišli, lahko ti karkoli kombiniraš. Ne, lahko daš besedo, pa potem nek podatek, ne vem, resolucijo, pa ne, kdaj je bila stvar fotografirana. Se pravi, eno browsers pa v eno mapo, znači default je v My Pictures. Ne. Se pravi, v My Pictures bo naredil pod mapo datum fotografiranja in jih potem kopiral noter. Jaz imam vedno težave, ko to prenašam, da mi nekam vržem pa nekam. Se mi meša. Ja, to je to. Ne. Aha, zdaj bom pa tle šla pa tam. Ja. Ok. Zdaj pa imamo mi znotraj bridgea dva načina pregledovanja fotografij. Tako imenovani full screen način in pa en malo bolj fancy pregledovalnik. Pa dajmo klikniti na eno izmed teh datotek, pa potem Ctrl-A, da označimo vse. Ctrl-A, select all, ne? Gor imaš tudi v meniju edit, imaš select all. Ja? In potem imamo tukaj zraven ikonice za kamero, imamo možnost review mode. Tako, in pa potem review mode. Eno bolj desno od kamere. Eno bolj desno od kamere. Levo. To je kamera. A je to? Mislim, šla na tole. Seksi. Ne? In jaz bom zdaj izbral review mode. Ne? In desno in levo lahko klikam in se približno imaš cel čas v pogled, katere slike so bile prej in katere slike bodo naslednje. Ne? Tako da imaš nek sistem izbire zelo hitrega pregleda teh fotografij, a so v redu ali niso v redu. Ne? A to kdaj kdo uporablja recimo pri prezentacijah? Ja, tudi naprimer. Ne? Zdaj pa imamo eno zelo luškano stvar noter vseh teh pregledovalnikov. Imamo možnost 5 zvezdic. Ne? V trenutku, ko smo v pregledovalniku, enem ali drugem, ko bomo prišli do full screena je enako, če zdaj pritisnete številko od 1 do 5, boste tukaj le spodaj videli, da se bo spremenila, da se bo pokazala zvezdica. Jaz bom dal recimo 3 in bom dobil 3 od 5 zvezdic tukaj le spodaj. Ne? In ta datoteka ima zdaj shranjen ta podatek, da je, da je fajl označen z 3 zvezdicami. Od 1 do 5. Pa damo recimo, ne vem, še eno 3 zvezdice, pa damo eno 4 zvezdice, hopsala. Mi je pa pobegnilo zdajle. 4 zvezdice, 4 zvezdice. In če se zdaj vrnem nazaj na pregledovalnik, lahko recimo tudi tukaj le vidimo, da imajo te dokumenti.
Escape sem pritisnil. Aha, samo escape. Ja. Okay. Da imajo te dokumenti naenkrat zvezdice spodaj. Ne? Če bi imeli, naprimer, 200 fotografij nekega dogodka, bi lahko zelo hitro pregledali, katere nam niso všeč, ne vem, da ima nekdo zaprte oči, da je ne vem, kdo v kakšni čudni pozi, 1 zvezdica. Ne? Nekatere, ki so zelo dobre, več zvezdic. In zdaj imamo možnost, ne? Tukaj le, zraven sort by file name, imamo ikonco zvezdic. Tukaj le. Aha, ja. Filter items by rating. In tukaj imamo zdaj možnost pokazati samo dokumente, ki imajo naprimer 2 ali več zvezdic. In če jaz zdaj to izberem, ne, mi je naenkrat skrilo vse ostale in mi je pokazalo samo dokumente, ki imajo 4, 4, 5, 3, 3 zvezdice. Ne rabiš več dati razporediti v druge mape. Tako, ne? Tako, ne? Ti si lahko v trenutku pač, ne, skriješ vse ostale dokumente. Kaj naredi doma? Potem pač to je zdaj aktivna stvar, ne, in potem, ko se želite vrniti nazaj, je treba stisniti clear filter, da se vrnemo nazaj, ne. Imamo možnost tudi, naprimer, unrated, ne, se pravi, pokaži mi vse slike, ki nimajo zvezdic, ne, oziroma ki niso nobenega podatka dobile zraven, ne. Če je unrated, pomeni, da pokažeš tudi vse, ki so rated, ali samo unrated? Samo unrated, ne. Kaj pa, če hočeš vse? Aha, Imaš pa clear filter od zgoraj, ne. Druga stvar, ki jo lahko naredimo, je tako imenovani proces, ne. To je to, kar si ti recimo jasno delaš v mape, ne. Imaš tukaj, naprimer, select, second, ne, kao drugi izbor, ne, potem approved in pa potem review, ne. Si lahko točno daš poleg zvezdic še en korak, na kateri točki je ta fotografija oziroma ta dokument, ne. A je to finalno ali kaj, ne. In tukaj le zgoraj v meniju imaš label. Ja. Drugač, ne, kakor boste videli tukaj, ne, tukaj so od 1 do 5 in tole so od 6 do 9. Ne. Če recimo želite imeti direktno noter to delo in lahko tudi v teh pregledovalnikih zdaj to isto stvar naredimo, ne. Gremo noter in potem, ok, ne, tale recimo bo pa zdaj prvi korak, ne, pa bo 6. In lahko vidimo, da se je spremenila barva zraven zvezdic v rdečo, ne. Pritisnil sem 6. Samo pritisnem, samo pritisneš, ko si noter, pritisneš 6. 6, sam pritisneš. Aha, Ja, zdaj imaš meni odpret, ne? 6. Ja, B. Ja, ne? Jaz pa moram vedeti, kaj ta 6 pomeni B. Tako, ne, mislim to... Review mode. Tak krog... Tako, ne, se pravi 6, 7 je rumeno, 8 je zeleno, modro, ne, pač imaš nek proces dela z fotografijami, ne, da imaš lahko vse v isti mapi in pač ne rabiš neko finalno delati, ne. In če se zdaj vrnemo nazaj, ne, imamo ta dvojni podatek, ne, imamo in, ne, podatek, na kateri stopni je slika in pa kako je označena, ne. In to lahko uporabljate. Ampak za začetek že vsaj zvezdice, no, da si na hitro skriješ pač za nič fotke, ne. In da lahko delaš takoj. Ne, ta za select je, ko ti že obdelaš sliko, ne, verjetno. Jaz tam zraven O pa pomeni, da je obdela. Naprimer, ja. Vnaprejšnja pa ni obdelana, da original spraviš, Kako pa to, ker zdaj imamo na oblaku slike? To je čisto ločeno od tega.
to je, mislim, on v XML datoteko zraven shranja te podatke. Tako da te podatki grejo tudi na oblak, ampak pač, mislim... Jaz, ko imam iz telefona, tiste slike tam, jaz ne morem koliko... Ne, to pa ne. Se pravi, v Google Foto pa moš ti pač imeti prenesene slike na svoji napravi, da lahko prideš do tega, ne? Ker tisto je pač... Ja. Ne? Ali preneseš, mislim, ti si lahko Google Foto recimo naštimaš, da se ti pokaže kot mapa v Google Drive, pa potem od tam kopiraš, mislim, pač imaš več nekih možnosti, ne? Kako to narediti. Ok? Lahko je še enkrat, te zdaj ta, si rekel, 6, 7, 8, ne? Ja. A bi lahko to pravzaprav tudi, ker imaš barno zdaj tukaj označeno, bi lahko samo s tem delal? Absolutno. Nimaš nobenih zadej. Tako, ne? Samo da si ne moš filtrirati, ne? V pogledu si lahko filtriraš po zvezdicah, medtem ko pač ne moš si filtrirati, ne, po ostalem, ne? Ja. Ne? Imaš pač samo tlele nek pogled, ne? Zdaj pa drugi način za pregled je full screen način, do katerega pridemo z presledkom. S presledkom bo skočila slika v celozaslonski način in ne, premikamo se lahko enako kot prej, levo, desno, ne, premik 1 do 5 za označevanje kvalitete. Zdaj sem pa že zelo zgubljeno črko. Dobro. Za eno zadevščino. Tako, celozaslonski način. Takole, ne? V temle celozaslonskem načinu in v tistem review modu. Mojca? Ja, sorry, mislim, to mi tudi začela delati. Odprla si v Photoshopu, vrni si nazaj na bridge. Pritisnila si Enter. Namesto presledka. A ja, se še zišla napis. Okay. V kateremkoli trenutku lahko fotografijo, ki ni pravilno rotirana, rotiramo z črkami Š in Dž. Ja, to celo deluje, drugače pač je to namenjeno za angleško tipkovnico in na isti lokaciji sta kvadrata se zaklepaja, ne, in isto je ta prava, ampak deluje tudi na slovenski tipkovnici, recimo na nekih točkah v Photoshopu pa to ne deluje. In lahko za 90 stopinj v eno ali v drugo smer zarotiramo sliko, ki pač ni pravilno zarotirana, ne. Tako, kot smo imeli prej pri importiranju slik z orodjem za importiranje, imamo tudi znotraj samega pregleda možnost, da vse datoteke naenkrat preimenujemo. Ne? Jaz sem izbral vse te datoteke, desno kliknil in imamo tukaj batch rename. Tukaj lahko pač vse datoteke naenkrat preimenujemo glede na, ne vem, nek projekt ali pa glede na datum, si lahko kombiniramo, ne. Tukaj lahko recimo damo, ne vem, poroka Franci in pa potem zraven še datum, ne. Da je datoteka malenkost bolj logična, kot bi bila samo z DSC 5286, ne. Se pravi, izbral sem datoteke, šel sem z desnim klikom in pa batch rename. Drugače, batch rename lahko dobimo tudi tukaj v
No. Kje pa pišeš To velja tudi naslov? za tiste, če si jih z raziskovalcem dol potegnil. Dol se pravi. Aha, tukaj je v Tools. Sem ga spregledal na začetku, je batch rename. Če si recimo po testarem dol potegnil z raziskovalcem, bi jih lahko zdaj s tem... Tako, ne? Se pravi, na katerikoli točki lahko ti pač poimenuješ več datotek naenkrat, ne? In stvar deluje, ne? Da ne rabiš vsako posebej, ne? Ampak da imaš POV, ne? Na 7000 datotekah lahko to isto stvar narediš tako. To pomeni, še enkrat, prosto, to pomeni samo, da datoteka spremeniš ime, ali tudi posameznim slikcem znotraj datoteke spreminjaš istočasno? Si gledamo v fajlu, ne? Fajl preimenuješ. Tiste, ki so označeni. Ampak ne pa posameznih fajlov zelo, ali tudi, recimo, Posamezne- recimo poroka, naprimer, Ja? od 1 do 1000. Ja. Aha, okay. Avtomatično. To lahko nastaviš, ne? Kako bo on imenoval te zadeve, imaš tukaj, ne? Imaš sequence number, ne? Naprimer, veš, imamo tudi gumbek preview, ne? Lahko pogledamo, kako bo stvar izgledala, ne? Zato, ker zdaj kombiniramo 3 stvari, ne? Project, datum, pa sequence number, ja? In če grem zdaj v preview, bo project, datum, pa sequence number z 4 števkami, ne? Ja, super, fino. Bridge ima eno super zadevščino, ki se ji reče image processor, skozi katero lahko naprimer naenkrat vse datoteke spremenimo v, ne vem, JPEG ali pa v TIFF in jih še pomanjšamo na neko točno določeno velikost. Naprimer, če bi želeli recimo za na splet dati slike, lahko tukaj označimo polno resolucijo fotografij in gremo potem v image processor in naredimo, ne vem, 900x900 pikslov velike slike. Ampak v originalu stane? Hoda sem se poprašati, kako je pa recimo v primeru Worda, kako recimo spremenimo več fajlov z enim ukazom koliko? V primeru Worda? Ja, recimo, če imamo vse napisano. Ja, katerokoli datoteko. Ni da ni. Je to uporabno tle? Ne. Kako to misliš? Ta program Bridge je v bistvu samo za te fajle uporabne. Namenjen je pač grafičnim, ne, a veš, zato je tudi pač zelo prominentno, imaš thumbnaile za razliko od raziskovalca, ne, ampak ti lahko preimenuješ katerikoli tip dokumenta želiš, pač datoteka je datoteka, ne. Tako da, Ja, sem za Word. ja, mislim, zdaj pač tle nimam nobenega, ampak je, jasno. Zdaj, ko si rekel, da vse naenkrat pomanjšamo, recimo izberem 10. Zdaj bojo tiste se pomanjšale, mi bo v originalu Ne, ja, seveda, seveda. Torej, zdaj imamo označene vse te datoteke in bom šel v meni Tools, Photoshop in pa Image Processor. Se pravi Tools, Photoshop, Image Processor. In tukaj imamo zdaj možnost, ne? On je zdaj dobil ta podatek že direktno. Process files from bridge only in mi pove, da imam izbranih 15 slik, ne? V prvem koraku. Imamo vsi isto? Ja, Mojca imaš, ti imaš. Tools, Photoshop, Zakaj mi pa to? A ja. Image Processor. Vse v redu, ja? Imaš? Ja? Ok. Torej, prvi korak, že imamo vseh toliko datotek, koliko jih imamo izbranih, so izbrane, tukaj lahko vidimo, katera številka je. Ja? Tukaj lahko, če želimo izbrati, da shrani v kakšno drugo mapo, drugače si bo naredil še eno ekstra mapo v tej isti lokaciji. In pa tukaj imamo zdaj možnost, kater tip datoteke želimo, da se naredi. Naprimer, če bi imeli zdaj 10 Photoshop datotek, bi lahko zdaj rekli, ok, ne, dajmo dati na splet te stvari, dajmo spravi narediti JPEG
slikice. In sem označil Save as JPEG. Tukaj imamo kvaliteto same slike, do tega bomo sicer še prišli. 12 je absolutno nenormalno kvalitetna slika, 10 je zelo kvalitetna slika, vse kar je nižje bo pač algoritem JPEG začel izpuščati detajle, ampak bo pa vedno manjša slika. Ne? Yes. Če je višja kvaliteta, je počasneje se odpira? Večja kvaliteta pomeni večja, mislim, fizična velikost slike, več kilobajtov oziroma megabajtov, to pomeni, da se pač počasneje odpira in dalj časa nalaga. Ne? Kaj pa je najbolj optimalno? Lej, zdaj, v času starih modemov so nam seveda povedali, da ne, absolutno ne, čim bolj stisnem sliko, ne, zdaj imaš pa video na spletni strani. Ne? A veš, mislim, prideš do tega velikega kreša idej. Ne? Absolutno zoptimiziraj sliko, da boš 3 kilobajte shranil, po drugi strani pa potem 4K video začneš predvajati, ne? Ki je, ne vem, 2000 mega. Ne? Tako da, lej, kvaliteta je načeloma, ampak zdaj pač absolutno abnormalna kvaliteta, kot je recimo 12, kjer nobenega detajla ne zgubiš, pa ni niti optimalna. Tako da pri JPEG-u, ne vem, 8 do 10 je zelo kvalitetno s tem, da skoraj nobenega vidnega detajla ne zgubiš. Ne? In tukaj na desni strani imamo potem Resize to Fit. Ne? Tukaj lahko izberemo, kaj je maksimalni kvadrat, v katerega bo šla datoteka. Ne? On bo pomanjševal te datoteke glede na ta kvadrat. Torej, maksimalno bo prišel do teh podatkov. V tem trenutku imam recimo 1700 x 1700, se pravi, nobena daljica ne bo večja od 1700 x 1700. Ne? Tudi, če je zelo visoka, pa zelo ozka, ali pa če je zelo široka, pa zelo nizka, bo vedno 1700 najdaljša daljica. Ne moreš pa dati centimetre. V netukaj pa ne moreš dati v centimetre, zato ker gre pač za absolutno pomanjševanje slike. Tukaj pač ni podatka v resoluciji, zato ker to gre bolj za shranjevanje na spletne, ker pač ti centimetrov nimaš, ti imaš absolutne vrednosti, kot so piksli. Ali je to lahko tudi nadomestilo za tisti PixN? Absolutno. Ampak recimo, če hočeš, ne vem, da bi eno poslal po mailu slikco, ne vem, 10x15, da bi bila velikost 10x15, koliko bi bilo? Odvisno od resolucije. Veš kaj imaš, 10x15 pri 1 dpi ni nič. 10x15 pri 6000 dpi je gigantsko. Ne? A veš, 10x15 ne pomeni nič, če nimaš ti podatka o dpi-ju. To pomeni, da rabiš 3 podatke vedeti. Ne? A veš, zato vedno pač v absolutnih vrednostih je slika točno toliko velika, ne glede na print opcije. Ne? Torej, piksli so pač de facto. Ne? Potem, ko boš pa v tiskanju, ne, pa si lahko, mislim, a veš, to ni namenjeno temu, ne? Ampak ti greš potem v image size to reševati. Ne? Se pravi, pač dokument in potem tam vidiš 10x15 pri 300, ok, a je to zdaj ok ali ni, in tudi tam lahko potem vidiš, koliko je to pikslov, ne? Ja, ker imaš potem oba podatka. Ne? Dosti kasneje, ko bomo prišli do akcij, lahko tukaj še dodamo akcije, to so shranjeno zaporedje komand iz Photoshopa, ki še nekaj naredi na fotki. Naprimer, lahko bi se podpisal na fotko, lahko bi, ne vem, vsako fotko pobarval na rdeče, pa, ne vem, 3 filtre gor spustil. Ali. Ne? Yes. Lahko paralelno, se pravi, shranjuješ JPEG, PSD? Vse 3 lahko narediš, tako je, ja. In vse pač bo avtomatsko naredil. Ne? On bo naredil TIFF, PSD pa JPEG mapo v tej, ne? Zdaj imam izbrano Save in Save Location, to pomeni, da bo naredil eno mapo in tam noter zdaj shranil vse te slike. Ne? In to lahko zdaj, naprimer, kar naredim, bom kliknil na Run, se pravi, imam Save as JPEG, 12 kvalitete, Resize to Fit, ne bom nič spreminjal in bom dal Run. Vsako sliko bo Photoshop odprl, jo pomanjšal in shranil v... Ne?
In če se vrnem zdaj v bridge, ne, lahko vidim, da se je naredila ena nova mapica, JPEG, v kateri so vse te slike noter pomanjšane in v tej kvaliteti, kolikor sem si jo izbral. Ne. A še vedno velja za fotografije, ki gledajo na spet nekaj tisoč pikslov optimalno ali ne? Ja, v času visokoresolucijskih zaslonov se te številke že višajo. Ne, tako da, ja, mislim, zdaj pa, če veš, ti imaš te high DPI zaslone, ne vem, iPadi nove generacije pa tablice, ne vem, je že, ne vem, moja tablica ima 2600 pikslov resolucije v širini. Ne. No, recimo, če delamo za našo spletno stran, da je to 1000, ja. Okay. Ne. Čakaj, doma nadešeno. Ja? Imamo tudi tiste slike od prej. Ja? Tukaj noter so kaj, te iste slike? Te iste slike pomanjšane in shranjene v ta format. Aha, to se pravi v to manjšo velikost, ker te so to Tako, ne. Ti bi lahko imela pač najbolj perfekten, ne vem, Photoshop file, ne, ali pa, ne vem, lahko PDF-je konvertiraš, ne. Se pravi, ti lahko potem, veš, preprosto označiš, shrani mi vse, ne, 7000 slik in greš spat, ne. In ti bo naredil vseh 7000 slik, pomanjšal in pač vse te akcije dal čez. Ali pa še bolj konkretno, recimo, ko delamo za spletno stran, pa imaš 30 fotografij ali pa projektov in tako naenkrat zmanjšaš zato, da bojo tam po javne fotografiji Zdaj damo kaj prevelike pa take verjetno. Ja, recimo. Na primer, ne? Da ne rabi spletna stran še dodatno pomanjševati, ne? Ker pač, mislim, pri neki abnormalni velikosti se tudi spomin zabaši za spletno stran. Ne? Pa še eno orodje, ki, oziroma še prej bom še nekaj pokazal. Če zadnjič, ko smo šli plasti gledati, ne, imamo možnost, da si izbrane datoteke Photoshop direktno odpre kot plasti v enem samem dokumentu. Ne. Če bi recimo potem kasneje želeli delati na, ne vem, nekem kolažu fotografij, grem lahko v Tools, Photoshop in pa potem Load Files into Photoshop Layers. In če to izberem, ne, mi bo odprl en dokument, ki je velik, kolikor je velika maksimalna slikca in mi je dal 4 izbrane fotografije kot plasti noter. S tem, da je celo poimenoval plasti glede na ime datoteke. Load files into Photoshop layers. Load files into Photoshop layers. Ja, izbrati moraš nekaj datotek, ne, ja. Najmanj 2. In imamo še eno možnost, ko smo že ravno tukaj, v Photoshop imamo tako imenovani Contact Sheet. Contact Sheet, Tools, Photoshop, Contact Sheet. Contact Sheet je bila tisti print, kjer so bile vidne vse fotografije, ne, iz nekega albuma z pač nekimi majhnimi fotkami, da si lahko zelo hitro pogledal, kakšne fotke si naredil. Ne. In kaj Contact Sheet naredi, je, da te izbrane fotke vrže v en dokument, v eno tabelico, ne, in ima, ne vem, 3x3 slikce, so take majčkene slikce z nekimi podatki, kjer pač jih lahko potem tiskaš direktno. Ne. Če bi zdaj šli, naprimer, zdaj imam tlele 5x6, pa dajmo 2x2, ker imam izbrane 4 slikce, pa ne bom zaenkrat čisto nič spreminjal, samo to, da pokažem. Ne. Ne, odprl mi je dokument z 4 odprtimi slikcami in mi vsako od 4
razporedil glede na moj izbor, sem rekel 2 stolpca pa 2 vrstici in še zraven vsake mi je dal ime datoteke, ne. Če bi želeli delati kakšen tak hiter pregled, ne. Vse te stvari lahko zdaj začnem spreminjati, ne, ker so odklenjene plasti, to pomeni, da lahko karkoli primem pa premaknem, ne, karkoli primem in razporedim nekam drugam, ne. Spodaj, kjer imaš columns, ja, zdaj pač imaš izbrano samo eno sliko, ne, če si jih izbereš, ja. Zdaj imaš pa več dokumentov. Ker imaš več dokumentov, kakor je matematično prostora, ne. Izbrala si 5 dokumentov in 2x2, ne, to pomeni, da bo pač naslednji šel v naslednjega, ne, tako, ne. Ampak zakaj pa nimam toliko fajlov, recimo paralelno, koliko ti imaš ti? Kako to misliš? Tam na desni strani, recimo, plasti, se jih ne vidi, toliko, ampak se vidi tam eden. Samo enkrat. Aha, bila je noter možnost flatten layers. Če se vrnem na to isto stvar, se pravi full tools pa contact sheet, imamo možnost tukaj le, kje pa sem imel flatten all layers. Tole imaš izbrano, zato ti jih na koncu splošči. You're so clever. Flatten, a veš, da ti je v bistvu itis, kak se stavo, eno na drugo. Da ti bo pa tako naredil kot dom. Kje ti si videl zelo prav? Flatten, torej neko Ne, tole ni prav. tools, veš, nazaj moš še cancel. Zapri tole najprej. Moš še nazaj na ta osnovni bridge. Zdaj pa tukaj tools, Photoshop, flatten tukaj stran. Pa je, ampak meni tudi ima zdaj samo začnevni kup. Kaj? Ja, bolj ga ima, ne? Samo en. Kaj ima? Aha, tu je v redu. Ja, ja. Okay. Make sense. Ja. Ena zadnja stvar znotraj bridgea, do katere bomo sicer še prišli, ki je sicer na začetku bila narejena za raw datoteke iz fotoaparatov, ampak so jo zdaj dali možnost kot da jo lahko apliciramo na vse datoteke. Jaz imam zdaj to izbrano, vse datoteke v tej mapi, se pravi select all imam izbran in bom zdaj desno kliknil na eno izmed teh datotek in izbral Open with Camera Raw. Ampak brez tega le JPEG-a, ne? Ja, Kam si rekel, gremo? izberi vse datoteke in desno klikni in Open with Camera Raw. In zdaj tukaj, dajmo klikniti tukaj na Select All, tako da imamo izbrane vse datoteke naenkrat. Nima, jaz pa samo clean street. Ja, čono. Desna. Halo? A ja, select all, ja. Ja. Kaj znadiš? Znaš? Še enkrat, Manj, še enkrat povej, kaj to je. Select All si izbrala. Ja, ampak prej. Do tega še pridemo malce. To orodje je bilo namenjeno za development fotografij. Tukaj zdaj, ko imamo izbrane vse te datoteke, vseh 15 datotek, lahko zdaj naenkrat vseh teh 15 datotek štimamo naenkrat. Vsem tem 15 datotekam lahko recimo jih
potemnimo in zvišamo kontrast. Lahko bi jim spremenili barve. Ne? Lahko bi vse naenkrat porezali. Ne? In vse te transformacije se zgodijo na vseh datotekah izbranih naenkrat. Ne? Do tega orodja bomo še prišli dosti kasneje, no? Ampak samo toliko, ne? Vi lahko naredite transformacijo vseh slik naenkrat. Se pravi, če bi imeli na primer v nekem studijskem okolju na stativu postavljen fotoaparat, ne, in bi se samo stvari menjale pri ozadju, ne, lahko vse slike naenkrat porežemo in spremenimo neke kontraste, barvo, vse štima in lahko takoj shranimo dokument. Naprimer, ne, tukaj zdaj pač bomo prišli do tega, no, ampak tukaj imaš možnost spremembe v črno-belo, s tem, da imaš zelo veliko kontrolo nad tem, katere barve bodo prišle katere barve bodo svetlejše in katere barve bodo temnejše. Naprimer, pri človeški koži sta recimo oranges, yellows pa reds zelo pomembna, ne, kaj bo zdaj svetla ali bo temna koža v črno-beli fotografiji. Do tega bomo sicer še prišli pri adjustments z spremembo črno-bele, ampak toliko pač za enkrat. In pa, ko ste zaključili, kliknete tukaj na dan. Ja, ne? Te transformacije, ki so bile narejene, ne, so nedestruktivne. Torej, vedno, ne, zdaj so sicer črno-bele, ampak vedno se lahko vrnem v Camera Raw in pridem nazaj. Ne? Ne. Mislim, da je Ctrl R, če se ne motim, samo sekunda. Ctrl R. R as in raw. Noče kontrola, ne, to mislim, da to... Kaj točno hočeš narediti? Camera Raw. Ja. Samo znač? Ja. Znač? A ja, seveda. Potem še lahko urejaš. Ja. To so spet nedestruktivne transformacije. Ne? Vedno se lahko vrnete na originalne datoteke. Se pravi, te stvari niso bile zdaj Shrani v bistvu XML datoteko zraven, kjer si te podatke zapomni. Ne? Ti imaš enako kot v Lightroomu, ki je pač neka Photoshop bridge konverzija za fotografe, imaš vse te transformacije realno časno, ne? Jih direktno na sliko aplicira vedno, ne spremeni pikslov. Ne? On si vse te transformacije zapomne, ne? In potem jih pač imaš noter kot nekaj, kar lahko kadarkoli odstraniš, ne? Ali pa zamenjaš. Ne? In potem lahko ti shraniš kot JPEG potem za splet, ne? Ali pa jo odpreš v Photoshopu, naprimer. Ne?